Pozdravljeni v tokratni oddaji Pogled nazaj. Plesna šola Fiona septembra praznuje že 20 let obstoja. Prepoznavna je tako na slovenski kot mednarodni sceni, saj so plesalci in plesalke osvojili številna priznanja in nagrade. Prisluhnimo zgodbi plesne šole, spoznajmo njene prelomnice in recept za uspeh. Gejno, dobrodošla v moji družbi, energično si prišla sem v moj studio. Kako preživljaš te poletne dni? V bistvu preživljam jih kar delovno, sicer smo si vzeli, oziroma sem si vzela malo časa po tistem, ko je bilo državno prvenstvo, malo, da sem odklopila, da sem si nafilala, če lahko rečem, svoje baterije. Trenutno smo ful dejavni v sodelovanju s Športno zvezo, tako da so razni te projektki in tako naprej. Vpisi, nova sezona se pripravlja 1.9., ta manj pade na ponedeljek, tako da to bo še sploh zanimivo. Tako da ja, v movingu. Je bilo kaj časa za dopust sploh? Po resnici moja dva sta šla malo zase. Jaz sicer sem takrat delala na državnem prvenstvu Plesne zveze Slovenija v Novem mestu. To so v bistvu državna prvenstva, ki so kar dolga, tako 10 dni. Morate se zavedati, do Slovenije je čez 3500 plesalcev, tako da in dobrih plesalcev. Ampak imamo pobegnemo za, ne vem, podaljšan vikend, malo smo še domov, imamo v Ljubljano, malo do Maribor in tako. Tako da je bilo v redu, ni nobenega. Tak malo večji dopust si bo verjetno sicer privoščila sama za svojo sestro naslednje leto. Malo šparam za malo večji dopust v tujino, tako da ne povem še nič kam. Tako da ja, takrat bo malo več stvari. Danes bomo govorila o plesu. Za začetek, kaj tebi sploh pomeni ples? Kaj meni pomeni ples? Ples sem jaz. Ples je moje življenje oziroma moj način življenja. To ni nekaj, ki vzamem kot nek hobi, ampak je moj način življenja. Je stvar, od katere tudi živim, s katero se preživljam, v katero sem vpeta že dobrih, sicer če rečem čisto po presic, pa boste pa tako vedeli, koliko sem stara. Ajde, bova rekla, malo več kot 30 let, tako. Tako da to. In ples je nekaj, brez česa si ne predstavljam življenja, tako. Mi je kdaj, da si vzamem čas, da se odpočijem, da odklopim, ampak ja, to mora biti skozi nekaj. Kakšni so tvoji prvi spomini na ples? Je bilo to v družini? Kdo vaju je navdušil, sestra? V bistvu mene je navdušila moja sestra. Stvar se je pa začela tako, mi so drugače iz Ljubljane, si se sliši po naglasu, da nisem čista Primorka. Začela se je pa tako, da sva plesale v Kazini, oziroma je Fiona plesala v Kazini. Delal se je pa film, po moje zelo znan, Poletje v školjki. Poletje v školjki 2. Moja sestra je tam odigrala en tako zelo znano vlogo, ki po moje se vsi spomnejo z takim velikim sombrerotom. Po moje ni človeka, ki izhaja iz te generacije. In mene je mami v bistvu šla iskat v vrtec in sva bile tam in sva čakali. In jaz, kot je zame standardno in značilno, z mravljami v riti, nisem mogla biti na meri in skozi neki. In ker sem konstantno skakala, sem padla v oči režiserju, rekel, ker lahko to punčko nekako komponiramo. In res tako sem jaz kar enkrat postala del te ekipe in v bistvu sem takrat začela plesati. Tako da v bistvu sem začela, to je bil vrtec nekje pri svojih 4-5 letih. Kaj si sicer še počela, ko si bila otrok? S čim si se igrala, s čim si se zamotila? Jaz sem bila zelo taka fantovska. Tako, ful sem rada risala, sem rada ustvarjala, barbikam sem ful delala, razne obleke, šivala. Vse barbike moje sicer so imele drugačne lase, kakor normalno, ker sem ali sem jo postrigla, pač
tako sem bila zelo ustvarjalna. Bila sem pa tudi glavna na vasi, kar se tiče najboljši nogometni golman sem bila. Zame so se vedno kregali, ker pač jaz se metala, to je bilo, branila vse žoge. Tako da od vedno nekako tako športno, kreativno, ustvarjalno. Tako da skozi je bilo nekaj. Mi smo sicer pač živeli na vasi, imeli smo polno živalic, tako da je bilo tudi to je bilo nekako zjutraj vstati, poskrbeti za živalice, ampak ja, pač začel se je pa enkrat, ko je bil ples, je bilo pa tudi več že to, ne, mi smo se vozili v Ljubljano in pol tam te nekaj časa vzeli, tako da ja, ampak konstantno moving. Kaj si mogoče želela postati, ko si bila majhna? Si imela kakšno željo? Veterinarka. Pol pa, ko sem videla, kako te kozice pridejo, pa sem bila, I don't know. Tako da je pa ta veterinarka se spremenila v oblikovalko, modno oblikovalko in tako naprej. Pol ne vem kaj, pol se mi je začel ful dogajati, pol je bilo to ples, tekmovalnost, tekmovala sem v stepu, hip-hopu, v jazzu, pač tako, nisem se dala v specifično vlogo oziroma v specifično smer. Všeč mi je in to tudi nekako odvedno tudi učimo v naši plesni šoli, da dober plesalec ni plesalec, ki tako gleda, ampak si razširi svoje obzorje. Se pravi, v redu, tebe ful zanima hip-hop, dober, boš specialist v temu. Ampak za biti dober plesalec rabiš ti tudi osnove iz baleta, iz jazz baleta, iz moderna, iz stepa. Zakaj? Ker to ti da nekaj drugega, step je zelo ritmičen. Zelo tako, zelo tehničen, kar se tiče spodnjega dela, mogoče ne toliko tle, zelo natančen. Jaz sem v bistvu v stepu, sem imela pol, sem se malo bolj usmerila v step, sem bila tudi evropska in svetovna prvakinja. Ampak istočasno poleg stepa sem delala še jazz, street, hip-hop, tako da, in to je nekaj, kar konstantno govorim otrokom. Ja, te zanima neka stvar, za tega, da boš ti v tem 10krat boljši, pejdi še na druge stvari. Tako da, to, pol sem se pa nekaj umirila, nek flash sem imela v glavi, šla sem tudi študirala drugače kemijo, sem kemijski tehnolog. Sploh ne gre z malo, ne gre, v laboratoriju to. Vmes sem imela tudi, odvedno sem imela rada oder, odvedno sem imela rada nastopanje, vmes sem imela tudi eno obdobje, to je bila nekaj srednja šola, sem imela obdobje glasbe, oziroma v glasbenih vodah. Ta je bila taka ena zelo lep spomin, enkratna dogodivščina, enkratna zadeva, ki se mi je zgodila, zavedno zahvalna za to. Foxy Teens si bila tudi. Tako, Foxy Teens, ampak ja, takrat me je desalo glasbo, pol pa biti v temu vsem naučem, če lahko tako, ne glede na to, da zdaj tu ni tako fanatično, kot je zdaj, ker so tudi pač družbeno mreže, ampak vseeno je bilo to za enega mladostnika kar in ko sem se pač odmaknila, sem se odmaknila. In takrat sem se odmaknila od vsega, od plesa, od glasbe, od vsega. In pol je v bistvu Fiona poskrbela, da sem spet prišla nazaj v plesni svet, v plesne vode in gotovila, da pač to je to, ne. Da to sem pač jaz in kje sem potem ostala. Si imela kakšnega vzornika, mogoče kdaj plesnega, glasbenega, da si se ravnala po njemu, da si ga občudovala? Glasbenega, pač itak boy bandi so bili takrat, wow, ne, Take That, East 17, Backstreet Boys, pač ta generacija sem jaz. Kot v plesu, po resnici povedano zelo velik vzornik je bila moja sestra. Moja sestra je plesala, je delala baletno šolo, je plesala v teatru, je plesala v plesni šoli in tako naprej. Ona mi je bila tako, wow, v bistvu ona mi je nekako bila ta oseba, ki mi je dala vedeti, kaj vse lahko dosežeš v plesu. Ja, vse so bili tudi te tuji plesalci, ampak ko imaš nekoga tazga doma, pač ona mi je bila nekako ta vzor, kako stvari se lotiti, kako vztrajati, kako grist. Mislim, jaz sem neka,
baleta je drugače prvnega pravega klasičnega baleta nikoli nisem plesala, ona je. In jaz, ko sem videla, kakšne noge ona tam imela, ko se je to povijala, to je bilo, sem rekla, svake ti čast, jaz te obožujem. In se tudi spomnim, ko je uni čas, ko dobivaš žepnina in to, ona je bila ful pridna, je ful šparala in to, za ti čevlje. In jaz sem bila pač tako, ne vem, barvice, tretje, ampak ko sem videla, kaj je v bistvu ta njen namen, kaj hoče, sem rekla, ok, zdaj pa tudi jaz, ne, sem pač malo dala dinečko zraven, ampak tako, ona mi je bila pač tak nek vzornik. Tako da ja. Kdaj si ti tekmovala aktivno? Še kaj tekmuješ? Trenutno ne tekmujem več, sem že kar presegla to tekmovalo. Sicer ne, lahko bi še vedno šla nazaj tekmovati, adults tu se pravi, drugače se reče pri nas, ampak nekje pri svojih 31 sem nekako zaključila svojo tekmovalno. Je to običajno, da pri teh letih zaključijo ali še prej mogoče? Če gledam zdaj, so začeli že prej. Z tega zakaj? Zdaj imajo plesalci, bodoči trenerji, koreografi, ful več možnosti, da grejo tudi v tujino. To pač je socialna mreženje, to je vse to prineslo. Mi takrat mogoče tega toliko nismo imeli. Sicer mi smo ful hodili v tujino, mi smo odvedno imeli tudi to v plesni šoli in tudi nasplošno, da smo hodili v tujino na izobraževanja. Predvsem je pač bil London, ker London je meka, ker tam je nenormalno veliko plesnih studiov, kjer imaš res neverjetne koreografe, trenerje in neverjetno različnih stilov. Ne vem, to je studio, ki je v bistvu cela hiša, taka oska in pa imajo oni v vsakem nadstropju so pač te mehne plesne dvorance, po mojem niti ne večji kot vaš studio, so mehne plesne dvorance in pa so tam različni stili in ti v bistvu vsak klas plačaš, prideš, rečeš, ok, danes boš šel na to, dobiš tedenski, kako so in se odločiš, ok, to. In mi, ko smo šli v London, to je bilo od jutra do sutra, ne, to je bilo zjutraj si vstal, pojel zajtrk in si rekel, mi bomo imeli to, smo se združili, ok, mi da imamo to, mi imamo to, vedno smo pač bili nekako v skupincah in smo bili in smo cel dan plesali in je bilo fenomenalno. Tako da, zdaj sem pa malo pozabila, kaj sem me vprašal. Gremo naprej. Kdaj si se pa začela zanimati za učenje plesa, da bi ti poučevala mlajše? Evo, spet kriva Fiona. V bistvu Fiona je 2005 odprla plesno šolo tu na Primorskem. Predvsem iz namena in želje, da v bistvu to njeno ljubezen do plesa, ki je bila res enormna, če še mene je potegnila notri, predaja potem mlajšim generacijam tu na obali. Sicer je že prej poučevala v šolah, ampak potem je se odločila, ok, zdaj pa je moj čas. To je nek normalen proces. Tako, normalen proces. In potem je bila ena situacija, kjer je se v bistvu asistentka, v plesu ponavadi tudi tako začneš asistirati, se pravi je glavni trener, učitelj in potem si ti, ki asistiraš in začneš pri temečkih pikicah in to. In je rekla, lej, asistentka se je poškodovala, mislim, da je bilo gležno, kaj mi lahko prideš pomagati. In jaz tisto tako, jo, valjda, ne, mislim, ni panike. V glavnem, to je mene toliko da sem jaz se v enem tednu odločila, da se odselim iz Ljubljane, se preselim na Primorsko, si najdem stanovanje, kar je bilo takrat 3-krat lažje, ker zdaj itak ne gre. Tudi najemnine so bile bolj primerne. In v bistvu se je nekje, če smo zdaj 2025, to po moje 2015, tam nekje po moje se je začela ta moja zgodba v plesni šoli Fiona. Evo, letos se praznuje plesna šola Fiona 20 let. Zelo priljubljena je plesna šola tukaj na obali po Sloveniji, tudi mednarodno. Kakšen je recept za uspeh? Imeti nekoga takega kot je Fiona, kjer ustanoviteljica je Fiona in nekoga tazga, ki svoje znanje, svojo ljubezen z takim žarom potem predaja naprej plesalcem in tebi. Biti
široko gledati na stvari, vedno iskati nove izzive, nove načine izobraževanja, kako pristopiti otrokom. Vedno stremeti k temu, da ko se pogledaš v ogledalo, si rečeš, super sem to naredil. Ne biti škodoželen, ne vem, dobro je, da imaš konkurenco, super, ker konkurenca ti naredi, da rasteš, da se potrudiš, ker enkrat, ko nimaš, stagniraš. Ne, je nič, je pač, ful se imam fajn, ne. In pač delati z srcem, biti res profesionalen in to, kar upravljaš na pravem levelu in vedno stremeti k temu za dobrobit otrok. Tako da jaz mislim, da je to in da imaš to neko željo, da kot otroček, ko prestopi prag plesne šole Fiona, ve, da tam, kjer mi je prišel, da se bo imel fajn. In da ni nič narobe, če se on reče, ok, mogoče pa to ni za me, pa da prije, pa da pove, pa je ok, ker nismo vsi za vse. Je nemogoče. Jaz sem tudi nogomet špilala, mislim, kdo bi si rekel, pa ne vem, pride kakšna babica reče, joj, moja bi rada špilala nogomet, ja pa ne gre igrati, prosim, lepo, jaz ful jo občudujem, ne gre, pač nismo vsi za vse. Ampak vedno dajemo res to poudarek, otroci so pomembni. Meni je vseeno, kakšno so sanje in želje staršev. Otroci so tisti, ki so pomembni. Če otroka ne veseli, ne uživa v dvorani, mu do tega nima nek odpor, Mišek, ni panike. Počakava, prijeva naslednje leto. Ali pa mogoče ne prijeva, je ok. Tako da se mi zdi to. In pač res biti pridni, imeti dober kader, sposoben kader in tako naprej, ne. Kako je sploh Fiona dobila idejo za odprtje plesne šole? Je to ljubezen do otrok? Jih je takrat primanjkovalo mogoče ali je bilo že dosti šol takrat? Niti, kakor sem jaz razumela, ko so se pogovarjale, takrat so bile ene plesne šole, ampak pač ni bilo, njej se zdelo, da bi se dalo lahko boljše. In ona je takrat potem tudi odprla svojo plesno šolo. Tudi je imela profesionalno skupino, ki je sodelovala na raznih državnih, občinskih prireditvah, nastopih. Sodelovali smo tudi z Ano Lizo, ne vem, če poznaš Nataša Tič-Rajan. Ja, to poznam, ki je bila primarja to. Tako, Ana Liza je bil njen projekt, ki sta ga tudi z Gašperjem delala in ko smo pač tudi bili po Sloveniji, so bili tudi pač plesalci plesne šole Fiona, oziroma ta profesionalna skupina je bila Fiona's Dance Company. Tudi to, mi smo tudi delali v kazinojih, vrsto let smo bili v kazinoju Konga v Grosuplju, potem smo tudi delali za kazinoje, ki so Novogorice, se pravi Perla, Kobarit in tako smo delali šove z različno tematiko. Jaz se najbolj spomnim tega, ki je bil tipa Eurovizija. En del je bil en del Eurovizije, drug del je bil drug del Eurovizije. Pač to so bili te šovi. To nekako v bistvu prinesti to, kar je v Ljubljani že bilo po defaultu, prinesti če sem dol v Koper na obalo. Da pač da tudi te otroci, tudi te bodoči plesalci izkusijo vse to, kar je v Ljubljani, ker pač vse vemo, Ljubljana je prestolnica in tako naprej. Tudi mi na Ljubljani imamo, na obali imamo ponovadi problem, predvsem, ko otroci začnejo srednjo šolo in faksom takrat mi nekako izgubimo plesalce in so potem se te ljubljanske plesne šole pokajo po šivih, ker pač dobivajo te ostale. Ampak sem vesela in sem ponosna na vsakega našega plesalca, ki je šel v Ljubljano, da še vedno in dosegajo te vrhunske rezultate, ki so jih dosegali tudi pri nas, da ko jih sprejmejo, ko začnejo hoditi, so to res plesalci, ki izstopajo, niso pod podprečjem, ampak so vedno ali so v istem ali pa nad podprečjem, tako da to pol vemo, da delamo prav. Kakšni mogoče izzivi, ovire so čakale Fiono, ko je odprla šolo, veš mogoče? Je bilo včasih lažje, težje voditi kot zdaj, v teh 20 letih?
Pa jaz mislim, da je vedno so neki izzivi, ovire, ampak tako kot vedno pravim, to te samo naredi močnejšega, da še bolj razmišljaš, kako bi delal. Naprimer, nekaj časa smo imeli tudi podružnico v Sežani, pa potem, tako kot otroci se zamenjajo, generacije se menjajo in pač potem enostavno ni bilo pač več toliko otrok zainteresiranih. Ampak te izzivi, to vedno je. Eden izmed zelo velikih izzivov je sigurno bil času korone. Takrat je bila kultura, predvsem tudi mi, zelo smo bili omejeni. Najprej je bilo itak zaprtje, to pomeni, da ni bilo nič. Kaj se je zgodilo, mogo si najti rešitev, kako kljub temu, da pač ne delaš, nekako delaš. Se pravi, kaj smo našli? Najdli smo online vadbo. Izziv te online vadbe je bilo, da so bili vsi otroci zainteresirani. Ampak kaj, ne? Nimajo vsi istega interneta, nimajo vsi istega prostora in tako naprej. Ampak na koncu smo speljali tudi to. Potem se počasi začelo odpirati, ampak spet z nekimi omejitvami. Najprej so bili samo profesionalni športniki, se pravi tekmovalci, pa so bile omejitve, ne vem, en plesalec mora imeti cel ta studio zase, kar je nemogoče, ker nimaš plesne šole v halah. Tako da se mi zdi, da ta koronski čas je bil kar velik izziv. Ste izgubili plesalce dosti takrat? Je bilo nekaj usipa. Predvsem je potem bil tudi največji problem, ko se je to kolesje zagnalo, da se je spet zagnalo, ker otroci so se razvadili malo biti aktivni, ker so se navadili, da je to pač to in to, kar je pred tabo. Malo tudi še vedno je bil ta strah prisoten, potem so bili pač omejitve. Ste imeli maske gor, razkožila, to je bilo vse? Mene je bilo to nekaj najbolj groznega. Jaz sem mogla skakati z masko. Zdaj pa ti v bistvu ta zrak, ki ga izdihaš, ga vdihneš nazaj. Čez 10-15 minut se ti je začelo vrteti v glavi. To je bilo nenormalno, to ne gre. Da ne govorim, da si ti v bistvu energijo, ki si jo v normalnih situacijah porabil za 45 minut, ti si zdaj porabil za teh 45 minut energijo, kot če delaš cel dan. Zdaj, ker pač je bilo tako. In omejitve. Omejitve v smislu, vsak otroček je bil si mu mogel izmeriti temperaturo. Prezračevanje, izjave, ono tretje. Tako da, prosim, ne več korone. Si je ne želimo. Kako se generacije otrok spreminjajo skozi leta? Ta tehnologija, kako vpliva na njih? Recimo tudi, ko greste kam na tekmovanje, so to na mobitelih, si poskušate odvaditi tega? Imamo zelo tako, da imamo zdaj pa je detox time, telefone poberemo, imamo čas druženja, ne vem, krsti, druženje, spoznavanje, socializacija, tako. In v tistem trenutku te otroke hočemo povezati, da jim poberemo to najbolj addiktiv, če se smem tako izraziti, zadevo, ki obstaja. To pač je. Po koroni sem sicer, jaz osebno mislila, da bo to nek hard reset nas vseh, pa žal ni bil. Se mi zdi, da smo ratali še malo bolj, jaz temu rečem postale so instant generacije, oziroma 24/7 pa stvari malček hitreje. Malo bolj so, bolj jih je treba aktivirati, več je treba vlagati, ampak tudi dostikrat ni nekega tega odziva. Škoda na mentalno in fizično počutje teh otrok, predvsem teh, ki so bili takrat srednje šole in to, je zelo velika. Pa motorično? Zdaj generacije so slabše kot v preteklosti? Motorično otroci, niso toliko. Mi smo bili bolj čigumiji, če se lahko izrazim. Mi smo bili zelo taki čigumijasti. Zdaj se pač vidi, da so mogoče otroci bolj zakrneli. Mi smo bolj viseli dol z drevesa, pa z teh vseh stvari, vse povsod. Zdaj se vidi, da pač malo bolj pazimo. Se tudi jaz imam drugače sinčka, ki je star 6 let pa pol, tudi jaz za določene stvari sem, pa ne zaradi tega, ker se mi zdi, da on ne bi, ampak pač ker ostali otroci nimajo tega občutka in pol hitro pride do nekih
nesreč in tako naprej. Ampak ja, motorika in ta raztegnjenost, se pravi ta čigumije, jaz rečem to, tega se vidi, da so otroci malo bolj zakrnili. Da so otroci malo bolj zakrnili, da je tako majhni, kot tudi te po-koronski. Bolj delamo zdaj tudi, se je kar spremenili, mi zdaj ful bolj delamo na temo, da so otroke pravilno, že od vedno se je pravilno, ampak da se jih mogoče malo bolj raztegne, da se malo bolj gleda tudi na njihovo držo, da se bolj proba te otroke odpreti, če se lahko temu tako izrazim, da pač spreminjamo te stvari. In motivacija, malo jim tako motivacije padejo, oziroma, ja, malo več jih je treba motivirati. Kako se je število članov otrok recimo spreminjalo skozi leta? Jih je zdaj več kot včasih, jih je enako? Po koroni je bilo čau, grozno. Zdaj pa, vsaj bom kar potrkala po svoji glavi, pri nas je tako, da se z vsako novo sezono se število plesalcev, tako tekmovalcev oziroma rekreativno se veča. To mislim, da na splošno v vsem športu. Tako da z vsakim letom je več tega, več te angažiranosti otrok, zanimanja otrok, ne samo staršev, tudi otroci v razne športne dejavnosti, ples, lokostrelstvo, kakorkoli. Tako da, ja, vse veča. A smo že tam, kjer smo bili prej? Ne še. Ampak z vsakim letom se poveča, tako da nova sezona. Koliko so stari pri vas vse, od koliko do koliko? Pri nas je spodnja meja 4 leta, ker vpisujemo otroke z dopolnjenimi 4 leti zdaj, ker tudi takrat so otroci, pri nas starši niso prisotni pri vadbi. In takrat so otroci že malo bolj samostojni, tudi malo bolj jim je okej, če ni starš prisoten. Zgornje meje pa v bistvu ni. Zato, ker jaz vedno pravim, ljubezen do plesa, zanimanje do plesa, miganje in tako, to je vedno dobrodošlo. In imamo tudi eno skupinco, sicer se ji reče Dance Passion, kjer so v bistvu plesalci, plesalci, ki so stari od 22 let navzgor, najstarejša plesalka, mislim, da jih ima tam okrog 50. In to so pač plesalci, ki so včasih mogoče plesali, pa so si zdaj na stara leta, se malo smešno sliši, ampak ja, so si spet zaželeli plesati, biti v svetu plesa, tako da je taka ful simpatična skupinca, enkrat na teden smo šli tudi na tekmovanja, na festivale, mogoče letos gremo tudi na državno prvenstvo. Oni so ta skupinca, ki potem spada v to... Kateri ples plešejo, to imate več? V bistvu gremo bolj v street. Street je neka zmes džeza, hip-hopa, mešanica vsega, tako v bistvu, glih moderne damo, ampak bolj ta nek street dance, ima tudi ponovati neko zgodbo, se pravi ti, veš, ima Aladin tipo in pa v bistvu ti skozi ples, scenografijo, kostume in to nekako prikažeš to zgodbo, kaj v bistvu hočeš povedati. Tako da tam je tako mešanica in tudi vsaj mi tej skupini je pristop k učenju oziroma k vadbi, je tak, da je bolj v smeri klasov. Klas v plesu je, ne vem, to je to, ko pač prideš, pa imaš, ne vem, to uro se učiš to, pa mogoče še naslednjo uro se tudi učiš še to, potem pa spremeniš stil. Tam se dela in latino stil, in jazz, in modern, na stolih, v petah, pač tam smo zelo tako odprti. Tako da resnično potem vsak nekaj najde zase. Tako da ja. Kaj pa, če se hoče kdo preusmeriti v samo eno? Pri nas bolj gremo v streetu in hip-hop, tudi v tekmovanju. Bili smo v preteklosti, mi smo imeli tudi jazz, show dance in disco dance. Potem je pač, se je ta hip-hop in ta hip-hop generacija oziroma hip-hop scena se je toliko razširila, da pač je to zanimanje toliko veliko ratalo, da pač se je tam pač to malo ponikrilo. Želim si in upam, da mogoče
predvsem tu na obali, v Ljubljani to ne, ampak tu na obali, da bo neko zanimanje. Vem, da so tudi plesne šole, ki so samo v temu in jim želim, da bojo začeli rasti, da bojo imeli več in več plesalcev, ki jih bo zanimalo to. Ampak nasplošno pa mislim, da so bolj ti hip-hop street, tako da pri nas smo bolj v to smer usmerjeni. Zakaj bi ti svetovala nekomu, da pride recimo v ples? Kaj mora imeti sploh? Ali lahko vsak se nauči? Vsak se lahko nauči. Vsi reče, jaz imam 2 levi nogi, pa se vse. Od nekje moraš, ne smeš se omejiti. Plesna šola je kot šola. Se pravi, ti ne greš v šolo z nekim znanjem, ti ga v šoli pridobiš. Prvi mrzej, da se učiš številke, se učiš pisati in tako naprej. Isto je v plesni šoli. Ti prideš, tudi če si starejši, ne rabiš, da začneš pri pikcih. Lahko začneš pri party mixu, ki naprimer je starost od 7 do 8, ali pa hip-hop pionirji, ali pa mladinci, rekreativne skupine govorim. Prideš tja z odprto glavo, z tem, da vse, kar se dogaja, da sprejmeš in da ne omejuješ sam sebe, da rečeš, danes mi pa ni šlo. Jaz sem bila tak tip človeka, ki nobene stvari ni usvojil takrat, ko je se to zgodilo. Se pravi, ne vem, danes je bil klas, jaz sem se naučila, nisem pa osvojila. Eno je se naučiti zaporedje korakov, drugo je usvojiti in odplesati. Potem, ko odplešeš, daš potem to neko začimbico sebe še noter dodatno. Tako da, ko prideš v plesno šolo, prideš z tem, da prišel, ker si jaz želim. Ne zatega, ker pač zdaj me bo, noben v plesni dvorani te ne ocenjuje. Noben ni tam zatega, da boš ti ocenjen, tudi ne dobiš ocene. Tam si zatega, ker tebe veseli ples, tvoja duša si želi plesati, ti si želiš plesati, ti se želiš premakniti, ti si želiš druženja, ti si želiš tega, da koordinacija, nastopanje. Ples ti da zelo veliko. Veliko bivših plesalcev je rekel, od plesa sem se naučil discipline, zatega, ker predvsem tudi tekmovalci. Pač, ko se začne šola, srednja šola in tako, ti si se mogel disciplinirati. Ne vem, ti si imel 3-4 na teden trening, istočasno si imel šolo, potem sem bile še mogoče kakšne dodatne vaje. Če si ti nisi discipliniral, če si je bilo pač težko, se pravi, dobil si to disciplino. Dobil si predrl si ta strah pred nastopanjem, ker kaj na koncu se učiš, ampak kaj je, nastopi so tudi pomembni, da pokažeš, ne. Tako da kle ta strah se ga, kako se rečeš? Znebiš. Tako, hvala. Da se znebiš tega straha. Potem delo v skupini, delo z ljudmi, delo, da nisi samo ti, da rečeš, da razumeš, da ni bed ti reči za pomoč. Nekaj nisem razumel, a bi mi mogoče prideš jutri malo prej, pa mi, ne? Ful enih stvari ti da ples. Ni to samo, zdaj pač pridem v dvorano pa plešem. Ne. In to je to, ki si želim, da pač, ko pridejo in mislim, da to predajamo vsem tem našim plesalcem, da ko pridejo v plesno šolo, da to ni samo pridem plesati, ampak da je to ful ena širina. Koliko velike skupine imate? Tam nekje do 25 plesalcev, zatega, da se stvar res dela na načinu, ki ga hočemo, na profesionalnem načinu, da bo vsak dovolj prostora, da se počuti okej. Ne stremimo k temu, da pri nas plesalci niso pač samo neka številka, ampak vsaka oseba je pomembna in je del te naše puzle, če lahko tako rečem, in je del te naše plesne družine. Danes se je zgodila ena prijetna zadeva gor na Horabljast prosti čas, ki je bila ena punca in smo se dali v krog, tako da se malo spoznamo in ona pove, jaz sem počasih plesala, pa sko, in ona je, kaj si sem plesala, pa te pa sko, veš, jaz sem Ida. Ampak ona je začela tako, zdaj je 19 let stara. Pač, in v trenutku sem se spomnila, ona je bila tudi pri meni. In to, vsak plesalec, vsaka oseba, ki prestopi naš prag, naredi to našo plesno šolo drugačno, prinese to svojo energijo, naša ta plesna šola potem raste in dobi neko dodatno obliko. Tako da
pridite plesati tega, ker vas to ful veseli in ne omejujte se v neko škatlico, jaz pa ne znam. Tudi, ko greš v šolo, ne znaš, ko greš na faks, ne znaš, ko greš v srednjo šolo, ne znaš. Prideš tja v šolo, tega se naučiš. Tudi fante imate, ne? Seveda. Jih je vsako leto več, kako je to? Ja. Dosti več punc, neverjetno. Ja. Pretežno. Pretežno, nasplošno, ko potegnem črto, jaz se opravičujem, kar sem taknila mikrofon, oprosti. Pretežno, ko potegnem tudi na mednarodnih tekmovanjih in to, pač punce so te, ki jih je več, prevladujejo, ampak je pa z vsakim letom, z vsako generacijo več fantov. Tudi fantov, ki se to, ne vem, nekje pri svojih 5 letih odločijo, da grejo plesati, 4-5 letih in potem tudi ostanejo. Pač ful je enega zanimajo sicer za breakdance, jaz sem tip osebe, ki pač se mi zdi, da breakdance je dober, da se ga loti potem, ko že nekako se nehamo razvijati in odraščati, ker je lahko to kar dost ne moram več agresiven, to je malo pretežka beseda, ampak tak zelo poseben šport. In je dobro, da si ti že nekako izverziran in da res delaš z nekom, ki se res pozna na vse, da ni to potem samo metanje in potem smo si polomljeni in tako naprej. Ful je tega zanimanja, to vidim, da ful raste in sem ful vesela, da tako je. Sicer mi nimamo breakdansa v naši plesni šoli, ampak ja, z vsakim letom so novi fantje, ki prihajajo v ples sveta. V svet plesa. Katere plese ti vse učiš? Jaz v bistvu vsega pomalam, ampak glavno delam z pikci, se pravi, jaz rečem pikci, 4 do 5, potem so od 5 do 6, to so te plesna abeceda, plesna nadaljevalnica, party mix, delam potem tudi še z temi starejšimi, tudi delam z tekmovalci, imamo pač tudi koreografe, ki pač naredijo koreografijo in tako naprej. Ti tudi pomagaš s koreografijo ali ne? Jaz ponavadi naredim tako, da pač pridem, pogledam in dam svoj nasvet. Ne vsajam se v ustvarjalno delo nekoga, ker se mi ne zdi fair, ker tudi meni ne bi to pasalo. Sem pa vedno odprta, da mi nekdo da svoje mnenje in to tudi pač vedno tudi povem svoje mnenje. Ne pa ga vsiljujem. Tako da potem smo res tako, kot je treba. Je pa pri plesu pomembno tudi improvizacija, ne? Če gre kaj narobe, da se zakriješ. Tako, sicer, ja, načeloma predvsem ti tekmovalci, to pač imaš neko, ampak ko se kaj zgodi, seveda je ful pomembno, da ti ne otrpneš in daš vsem vedeti, nekaj šlo narobe, ampak da znaš to nekako zakriti, zimprovizirati, karkoli. Seveda bo to tako šok zate, kot za tvoje soplesalce, ker se je pač nekaj drugače zgodilo, z tega, ker enkrat, ko ti usvojiš to koreografijo in je toliko časa vadiš, je to že nekako v tvoji podzavesti. Ampak ja, sicer bolj ta improvizacija in to pride v smislu dober, ko so te razni betli. V plesni zvezi in tudi mednarodna plesna zveza IDO imamo tudi eno disciplino hip-hop betli in tudi so break betli in to in tam ti improviziraš, ti dobivaš različne tipe glasbe, različne stile glasbe, ti moš potem tudi... To sproti dobivaš, da se izmišljuješ, ne? Ja, oni sproti imaš DJ-ja, ki sproti spusti glasbo in ti moš pač vedeti, kaj je to za en stil. To se potem sploh lahko pripravljaš na to, ali ne? Pripravi se lahko, da ti treniraš, da veš kako, ampak potem pa jih ne moš koreografijo sestaviti, ker ti imaš lahko ta stil, ima drugačen ritem, pa pač tako da kle improviziraš, ja, se pripraviš, seveda se pripraviš, ne, da delaš, ne vem, danes delaš ta stil, drugič delaš ta stil, tretjič delaš ta stil, različne stile, da si potem znaš tudi obrniti, ne, ampak da si pa prav koreografijo narediš, pa ne gre, tako z tega so te betli, so ful fajn in je ful v porastu in so res neverjetni plesalci, eden, nad katerim se mi zdi, da za njega ni meja, je Ian Hotko, sicer je on iz štajerskega konca. Wow, tega fanta, ker je že fanta, on je že, mislim, celo tudi že član, pač to
je wow. To je sanje vsakega trenerja, ki dela s tekmovalci, pa tudi s plesalci. To je plesalec, ki tako gleda na svet. On je začel v popingu, se mi zdi, ne me držati za besedo. Potem je šel v hip-hop in v break in res ta fant toliko dela, se izobražuje, dela na sebi in z vsako sezono, ko ga vidim, preskoči 10 stopnic. Res, wow, pač samo svaka ti čast. Res, on je wow. Res, mislim, da je to on zdaj number one v slovenskem svetu, v slovenskem plesnem svetu, tako da tudi v tujini pobira prva mesta za šalo. Kako pri vas potekajo treningi? Kolikokrat imate, kje so lokacije, kako je s tem? Mi smo locirani v Grlici, Kolodorska 2. Smo na tisti strani, kjer je lekarna. Včasih ste bili tukaj na Župančičevi, ne? Včasih smo bili na Župančičevi, ampak korona. Korona je naredila kar tako veliko škodo, nepopravljivo, ker pač enostavno prostori so bili zaprti, nismo smeli tja biti, pač prišlo do enega vdora vode, ampak ja. Kaj potrebujete vi sploh, koliko velike prostore, rekvizite, kam date vse to? Dobra plesna šola ima neko pisarnico, oziroma pač vstopno točko, ima garderobo in ima velik plesni prostor. Mi smo se preselili potem na to Kolodvorsko, zelo na hitro. Fiona je magic, pač ne vem, kako je njej to ratala, ampak njej je to ratala. Da je v enem mesecu najdla prostor, ga preuredila in mi smo bili ready za novo sezono, tako da si vam pravim, ozornica. In zdaj imamo v bistvu dvorano, ki je skoraj 100 kvadratov velika. Malček manj, ampak ja, skoraj 100 kvadratov. Velika, svetla, ogledala so pač, wow, ne ozvočenje, ampak ta eko, oziroma kako se temu reče, ta zvok, ki potuje, to je wow. Pač res je neverjetna dvorana. V bistvu sem ful vesela, da se je mogoče to zgodilo, kar se je, da smo potem najdli to. Sicer imamo eno dvorano, ampak ja, in imamo... Ampak je samo za vas, ste vi cel čas notri vse kategorije? Ja, imamo sicer tudi do podanskih časih je vadba za starejše, Vesela hrbtenica, to so v bistvu 60+, ima jih gospa Vesna. Tako da je to in potem so tudi dvakrat na teden imajo TNZ tipo, tudi zvestno. Vmes smo pa pač ja, mi. Zdaj, ker imamo, mislim, to je od 4 do 9,5, so konstantno treningi. Morate vedeti, ne vem, je plesna abeceda, so 4 do 5 let, je plesna nadaljevalnica. To imajo po 1 uro, koliko ure in pol? Tamečkini imajo 45 minut, koncentracija njim pade. Tako da oni imajo 45 minut, prav tako nadaljevalnica enkrat na teden. Potem pa imaš party mix, 2krat na teden po 1 uro, prav tako hip-hop pionirji in tudi hip-hop mladinci. Potem, ne, sem narobe povedala, mislim, da hip-hop mladinci, rekreativna skupina, mislim, da so že 2krat na teden po 1,5 ure. Člani so tudi 2krat na teden po 1,5 ure. Tekmovalci so pa tako, so male skupine, to so pač potem izredne ure, ki so ponovadi 1 do 2krat na teden po uro. Potem so pa tu hip-hop pionirji tekmovalci, urco pa pol, 2krat na teden, 3krat na teden, potem so tudi delovne sobote, še predvsem pred kakšnimi tekmovanji, festivali in tako naprej. To vi sami določite, kdo je tekmovalcem, kdo je rekreativec? Audicija. Audicija, ok. Se pravi, vsi so rekreativci. Razpiše se audicija oziroma razpiše se skupina. Enkrat na leto? Ali kako? Tako. V konec septembra se naredi audicija za vse te, ki pač želijo tekmovati. Oni se prijavijo in je audicijski dan, če se sme tako izraziti, in potem se pač reče, ti si že zrel za tekmovalno skupino, ti mogoče malo počakaš in tako naprej. Tako da v bistvu za obstoj in v bistvu za udeležbo v tekmovalnih skupinah je obavezna audicija. Trenerjev imate dovolj? Morajo imeti kakšno posebno izobrazbo? Seveda. Morajo biti strokovni kader, morajo imeti tudi toliko in toliko let izkušenj in tako naprej. In seveda, da prihajate iz plesnega sveta. Tako da vsi te, ki so, vsa ta ekipa je, smo si
že vrsto let in od malih nog vpeti v plesnem svetu, v tekmovalnem svetu plesnega, tako da ja. So tudi stroge, ko je treba? Ja? Seveda, še posebej, mislim tako, ne, ko se dela, ko se igra, mora biti disciplina. To je 15, 20, 25 otrok naenkrat v dvorani. Ne moreš si privoščiti, da ni neke discipline, ampak ja, je pa pač tudi ta sproščenost in tako naprej, tako da ja, je. Vsega po malem. Veliko ste potovali tudi, kje vse ste bili že po Evropi, tudi izven? Zdaj, če gledamo v celem tem razponu 20 let, se mi zdi, da ni bilo kraja, ker ga nismo bili. Dobro, ajde, Azija niti ne, ampak načeloma te mednarodne tekmovanja, evropska, svetovna, so ponovadi bolj locirani v Evropi, kljub temu, da je svetovno prvenstvo, ker je malček lažje potovati k nam. Tudi finančno je mogoče malo lažje biti v celini, na evropski celini, kot zunaj. Dobili kakšnega sponzorja kdaj? Kako je s financami? Občina? Ljudje še niso toliko sprejeli, da je ples šport. In to so ljudje, ki to razumejo. Zelo dostakrat mi se pač se na te razpise in eden izmed zelo velikih podpornikov plesa je Luka Koper. Oziroma na splošno športa v naši občini je Luka Koper. Veliko dajo v kader. Zelo veliko podporo zdaj tudi dobivamo in kako se tem reče, vidnost s pomočjo Športne zveze Koper. Zdaj se je sploh začelo res ful delati na temo, da se prikažejo dejavnosti športne, različne na obali. Ne vem, ful. Vsaka jim čast, res. Zdaj so imeli, ko so neki, letos je bilo konstantno neki dogodki. Hora prosti čas je sicer varstvo gor tako in so spoznavali ples, jogo, lokostrelstvo, karate, res, wow, in je ful dober, ker otroci potem lahko spoznajo, še preden, da ne rabi se samo opisati, pa pol reči, ne zanima me, ampak že prej spoznajo. Ne vem, bilo je takrat Uživajmo ob morju, mislim, da je bil tudi tak fantastičen projekt. Moj otrok se je drugačno navdušil nad jadranjem, tako da imam poleg tega, da pleše, poleg tega, da plava, se zdaj še hoče jadrati. Wow. Ampak dokaj ga veseli, ga podpiram pri vsemu. Samo greš, sine, samo da ti uživaš. In to mi je ful všeč, res bravo, aplavz predvsem tudi Anji, ki se mi zdi, da je taka ena gonilna sila za vsemi temi projekti. Njena glava dela 250 na uro, res vsakaj čast. Tako da, Tekmovanja. Bili smo, pač to je odvisno, tako je, IDO, to je Mednarodna plesna zveza, da malo razložim. Tekmovalci, mi smo, pač naša krovna je Plesna zveza Slovenije. In potem od nekje januarja do maja imamo neke te kvalifikacijske turnije, da se lahko udeležimo državnega prvenstva, ki potem poteka konec junija. In ti v bistvu s to udeležbo na državnem prvenstvu se kvalificiraš, da postaneš del reprezentance, da greš lahko na mednarodne tekmovanja. Mednarodne tekmovanja pa so v organizaciji Mednarodne plesne zveze, sicer pač vsaka tekma ima svojega organizatorja, ki sicer pač opravi ta bidding, da hoče imeti to tekmo v svojem kraju. In potem so to, ne vem, Poljska, Švedska, Nemčija. Zdaj bo oktobra, mislim, da 25. oktobra dalje, je svetovno prvenstvo v hip-hopu v Ljubljani. Tako da pač, ne, če si te, ki bojo zdaj poslušali. Potem gre cela skupina, gre iz Fione ali grejo to, tekmujejo vsak eden? To so mednarodno tekmovanje, to pač pridejo vse te reprezentance, ki so se, vsi te, ki so se pač kvalificirali na svojih domačih državnih prvenstvih. Recimo na Slovenskem tekmuje Fiona posebej svojo ekipo. Ali je mešana? Da so to i druge šole? Tako, to je tekmovanje. Se pravi, ne vem, mi imamo naše tekmovalce, pridemo na državno prvenstvo in tekmujemo z vsemi ostalimi plesnimi šolami, ki imajo tekmovalce v tej disciplini, v tej starosti kategoriji. In potem glede na razvrstitev, potem dobimo, vi ste se kvalificirali, da se lahko udeležite, ali pa ne vem, niste se kvalificirali. Naprimer, mi smo pač, imeli smo formacijo člansko, smo se kvalificirali za street tekmo, ki bo zdaj v Nemčiji. Prav tako
To ne bom, da mi ne bo kdo kje rekel, da sem narobe povedala, ker nisem čisto procentna. Bom vzela v roku parih tednov, to je treba preveriti, da ne bom kaj bubnila, ker je to polno enih informacij. Imamo to pač tudi, so solisti, dvojice, male skupine so plesalci, do 7 plesalcev v skupini. In mi smo letos tekmovali tako kot pionirji, mladinci, člani, in par je bil mladinski par, tako da potem ti pač plesna zveza reče, vi ste se rangiramo in reče do tam, ne vem, do 15. mesta lahko greste in potem, ne vem, če jih par odpade, naslednja 2 prijeta na vrsto, lahko se udeležita, ne, ni zdaj pa pač nisi na 15. mestu konec, ja ne, če nekdo izmed teh 15 reče, mi pa ne bomo šli, se gre lahko na naslednje in si jih povabi. Tako da potem je to tekma vse posod, to so potem se voziš enormne ure v Skopje, ki je bilo lansko leto street, letos se bomo na street tekmo peljali v Nemčijo, hip-hop je pač bo na domačem in to pač pridejo, to pridejo plesalci vse posod in to je, mislim, da je bil zdaj v Skopju rekord na hip-hop svetovnem prvenstvu, je bilo 5000 tekmovalcev, mednarodnih tekmovalcev, ne govorim Slovenija, ampak mednarodnih, se pravi Slovenija, Hrvaška, Makedonija, Nemčija, Avstrijci, pač svetovno prvenstvo, Kanada, USA, Turčija, in to pač si potem en proti drugim. Dobili ste pa dosti nagrade, ne? Imate prostora na Fioni? Že malo razmišljam, kaj bom naredila, da bo treba neko novo vitrino mogoče narediti, da se to bo vse noter spravilo, za zdaj je to tako. Sicer par jih je tudi, se jih je takrat poškodovalo v času korone, ki je bil ta vdor vode, tako da nekih je žal pristalo v skladiščih, ker pač niso okej, nalepke in tako naprej, ampak ja, je ful enih pokalov, medalje. Fajn je, ko se tekmuje v ekipnem športu, pri formacijah, pač formacija dobi pokal, ki načeloma ostane v plesni šoli, vsak plesalec pa dobi svojo medaljo. Tako da verjetno so vsem tem plesalcem, ki so že vrsto let z nami in ki že vrsto let pobirajo rezultate, imajo že kar pošteno škatlo, vitrino, predal, poln medalj. Kaj pa kostume, kdo vam to rihta? Sami si? To potem nima stane, ne? Verjetno to ne kopičite, po meri. Tako. Oziroma tako je zdaj, ene stvari se dajo šivati, ene stvari se kupijo, ene stvari se predelajo. Nekako stremimo k temu, da je to tako finančno, kot tudi, da zajame zgodbo tega, kar je, da je okej, ne gremo zdaj v neke ekstreme. Še vedno je pač to vsako sezono eno kostum, ne. Tako da, kar se tega tiče, nekako vedno najdemo neko zlato sredino, da so tako starši, ker na koncu so starši te, ki dajo tudi dinačke, kot plesalci in mi, da smo si zadovoljni, da je stvar res tako, kot mora biti. Kako je ples v Sloveniji, recimo v primerjavi z drugimi državami? Slovenski plesalci so eni izmed najboljših plesalcev v mednarodnem plesnem svetu. Tudi se vidi, da tudi nasplošno se mi zdi, da Slovenija, kljub temu, koliko je majhna, šport je ena izmed stvari, ki nas žene naprej. In v plesu smo vedno med prvimi, tako bom rekla. Mislim, ne, da smo na prvih mestih, ampak top 10, tako bom rekla, v vseh disciplinah. Res smo fenomenalni, vsako leto so novi, ki pridejo, ki se trudejo, ki grizejo, ki dokazujejo, da smo z namenom tam, kjer smo. Tako da ja, Slovenija je kar. Poljaki so tudi zelo taki močni. Kdo bi še bil? Mogoče, ampak Slovenija, Poljaki, to je ta prave meščine. Letos, oziroma naslednji mesec praznujete 20. obletnico. Pripravljate kaj? Kakšno presenečenje mogoče? Sigurno bo presenečenje, sigurno bo, sodelujemo, pač neko prireditev bomo imeli, sicer ne morem povedati kaj preveč, da ne bom kaj preveč povedala. Bo pa sigurno ta naša zimska produkcija nekako v temu 20-letnici našega obstoja.
Lansko leto smo naredili tako tematiko Čau Italija in so bili vsi komadi italijanski in vse. Imate vsako leto tako kakšno zaključeno prireditev? Ja, tako je. Ena je januarja, da se jim najprej pokaže, kaj so se otroci nekako naučili od septembra do decembra. In ta druga je ob zaključku, se pravi konec junija. To ponavadi vedno zelo rada imam, obožujem taverno. Taverna mi je eden izmed lepših zadev, tukaj pa nas v Kopru. Tako da to poletno ponavadi naredimo v taverno, tako da so tudi vsi dobrodošli, nobene vstopnine, neko masovno druženje vseh. Ta zimska je pa ponavadi predstava, je tudi zgodba, je vse, cel scenarij, kostume in tako naprej, je pa v gledališču Koper. In potem pač to imamo nekje 3 predstave so. Sicer so pač ena predstava, ki se 3-krat ponovi, da se bom prav izrazila. In je vedno obiskana, wow. Letos je bila, mislim, toliko odziva, toliko energije, ki so nam dali letos publika. Se mi zdi, da se ne spomnim, res se ne spomnim. Tudi ta predstava je bila tak zelo lep hit. Mogoče bomo pa še kdaj ki pokazali, ne vem, bomo videli. Ampak ja, tako imamo zaključki so in potem so pač te nastopi, ko pridejo na raznih prireditvah. Letos smo tudi odpirali potniški terminal, pa zgoraj ta pop-up, ki je bilo se dogajalo. Tako da kar sodelujemo tudi z občino Koper oziroma z ostalimi organizatorjev prireditev. Evo, tako bom rekla, da se pravilno izrazim. Kaj ti je najlepše pri tvojem delu? Je to tisto potem, ko si prej rekla, da te spoznajo punce po toliko letih? Je to več mogoče kot kakšen uspeh, ki ga dobiš, ne priznanje, pokal? Ja, povem po resnici, da najlepše mi je, ko mi nekdo pride pa mi pove, veš, ples mi je pa ful spremenil življenje, na dobro. Mogoče zdaj nisem toliko v plesu, ampak mi je toliko dal, hvala, ful sem dobil neke temeljne, ful sem dobil nekih izkušenj, užival sem, imel sem se to, da ko ne vem, ko je, tako kot je bila ta, tako pri 19 letih reče, jaz sem se imela ful lepo tam. Jaz sem ful vesela, da sem dala to skozi. Hvala, da sem imela tebe kot učiteljico. Pač te stvari. Se mi zdi, da to mi je največja nagrada. Meni osebno. In tudi mislim, da ostalim. Da narediš tak impact na nekoga. Ne, da mu pustiš nekaj v njemu. Da je to toliko neke pozitive. Da mu spremeniš nek pogled na svet. To se mi zdi, da je meni največja nagrada. In to, da otročki, ki pridejo in probajo, ostanejo. In so tam in uživajo in rastejo. In vsakeč, ko jih vidim, ko nastopajo, vidim ta preskok, kako je bilo, ko je septembra, ko je začel in zdaj, ko je. In ta preskok, septembra sem bil tukaj, julija sem pa tukaj gor. Te stvari so meni, se mi zdi, da je to meni največja nagrada. No, več drugega, več to. Ta razvoj otroka in ta zahvalnost otrok to. Kaj še počneš, ko nisi vpeta v ples, šport? Ti ostane še kaj časa sploh? V bistvu sem mamica, to je prvo. Sem pa tudi v bistvu ravno zaradi plesa sem nekako šla v to socialna omrežja, v te administracije socialnih omrežij in tako da je pač potem tudi to. Pa pač tudi ta nek marketing in oblikovanje, to je še vedno ostalo v meni. Pač imam neko mehno ekipico, s katerimi tudi sodelujem. Oblikovanje teh raznih stvari za kakšne evente, diplome in tako naprej. Tako da tja skozi neki. Včasih si kar rečem, mama mi je, ja, ma dobro. Si ne predstavljam drugače, ker mi je lepo, da se konstantno nekaj, to mi je tudi všeč pri plesu. Ja, sej vsako vajo imaš ogrevanje, imaš učenje koreografije, pa nobena vaja ni ista. Ni monotonosti. Ja, mogoče ne vem, danes smo delali to, naslednjo vajo moš pač ponoviti, zaradi tega, da se ti pač ostane v spominu. Ampak konstantno se nekaj dogaja. Konstantno so neke stvari, ki vplivajo na to, da se stvar drugače razvije. Tako da to mi je. Imaš kakšen življenjski moto mogoče? V bistvu, ja. Nikoli se ne omejuj. Sicer si imam celo
imam tetovirano kle. Piše dream, se pravi sanjaj. Ne vem, ima sanje, kakošne koli sanje. Riskiraj za te sanje. Pač te ne bo strah, da greš ven iz tone obdobja in narediš ti dodaten korak, da bojo te sanje, sej mogoče ne čisto v tem, kakor si zamislil, ampak da jih boš lahko realiziral in predvsem potem te sanje tudi živi. Se mi zdi, da pač to je nekaj tazga. Pa lahko so to, ne vem, sanje, hočem imeti svojo firmo, ki bo uvažala avtomobile, ne vem. Zdaj pač govorim, da ne bo sami se to zaples. Nasplošno se mi zdi to, sanjaj, riskiraj za te sanje in predvsem potem jih tudi živi. Realno jih živi, da je oprijemljivo in ostani vedno otrok. Se mi zdi starejši, ko smo bolj nekako tega otroka vse, pusti, da pride. Ne, vsake toliko bodi otrok, sprosti se, vrži se v vodo, ne vem, naredi neko neumnost, skoči v lužo, ker ti je pač padla na glavo. In razmišljaj pozitivno, ne glede na koliko enih vrat se bo zaprlo in kaj se ti bo zgodilo, vedno se bo odprla neka druga stvar. Mogoče ne tisti trenutek, ki ga ti rabiš, ampak vdihni, zdihni in greš. To je mogoče moj moto. Gejno, super si zaključila danes. Hvala, ki si bila moja gostja in srečno dalje in veliko uspehov še in skokov v lužo. Najlepša hvala za povabilo, v veselje mi je bilo in sigurno bom skakala v lužo. Evo. Super. Hvala. To je bilo za danes vse. Najlepša hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.